Zgodovina je učiteljica življenja. Iz nje se neprestano učimo, pogosto premalo naučimo. Če so se končale 100-letne in 30-letne vojne, se bo slej ko prej končala tudi vojna v Ukrajini. Danes se bomo na okrogli mizi študentskega sveta Evropske pravne fakultete pogovarjali o vprašanjih, kako po koncu vojne. Naši gostje so dekan Evropske pravne fakultete, profesor dr. Jernej Letnar Černič, profesor evropskega prava človekovih pravic, lep pozdrav, rektor Nove univerze, profesor dr. Matej Avbelj, profesor evropskega prava in profesor dr. Ernest Petrič, profesor mednarodnega prava. Vse skupaj lepo pozdravljam pa tudi naše goste preko spletne aplikacije Zoom in jih vabim k zastavitvi vprašanj v chat že med samim dogodkom ali ob koncu dogodka. Začnimo pri vas, profesor Černič. Kam se lahko obrne posameznik, ki so mu bile v vojni kršene človekove pravice in temeljne svoboščine? Hvala lepa za vabilo, res me veseli, da smo znova na okrogli mizi študentskega sveta Evropske pravne fakultete, tako da hvala vsem, ki ste organizirali to okroglo mizo. Ja, res je, ko sprejemamo to agresijo na Ukrajino, izgube življenj civilistov, tudi vojakov, se marsikomu zbuja vprašanje, kako to končati, kam se lahko obrnemo, kam se lahko obrnejo, predvsem civilisti, ki se znajdejo znotraj teh spopadov, kako se boriti zoper to zlo, ki prihaja strani vojske Ruske federacije. In seveda, ko sprejemamo to vojno, to agresijo, prvi vtis, ki ga tudi dobim kot profesor človekovih pravic, raziskovalec na področju človekovih pravic, je, da ves ta korpus mednarodnega humanitarnega prava, prava človekovih pravic je izjemno šibek v razmerju do te gole samovolje, moči, tega zla, ki prihaja strani ene izmed najbolj vplivnih svetovnih velesil. Seveda vprašanje za nas pravnike je, kako pravno se boriti zoper to zlo, zoper to samovoljno. In odgovor na to vprašanje je v bistvu praksa Republike Ukrajine v zadnjih nekaj tednih. Ukrajinska država, vlada se je poslužila vseh mehanizmov, ki so na voljo, je soglašala z preiskavo na mednarodnem kazenskem sodišču v Hagu, zdaj tožilec to preiskuje, potem vložila meddržavno pritožbo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice zoper Rusijo, na kar je ESČP podalo začasno odredbo. Enako je storilo tudi meddržavno sodišče v Hagu. Se pravi, skoraj vsa pravne mehanizme je uporabila. Številni posamezniki so tudi vložili pritožbe pred ESČP, spremljali, kaj se dogaja. Morda ni znano v slovenski javnosti, da tudi druge evropske države, tožilstva so odprle postopke kazenske preiskave zaradi teh kršitev človekovih pravic. Tako da odgovor je, najprej seveda k domačim mehanizmom se lahko posameznik obrne, sem zagotovo v takšni situaciji, kot je Ukrajina v tem trenutku, človekove pravice zagotovo niso prioriteta je obramba države, denimo varuh človekovih pravic Republike Ukrajine, pa sodišča niso tako operativna kot v času miru. Mislim pa, da za običajne ljudi, ki se znajdejo v obleganem mestu ali pa ki bežijo na vlaku z avtomobili v zahodno, v srednjo Ukrajino, mislim, da je zelo pomembno, to, ko včasih mogoče zanemarjamo v pravu človekovih pravic, je, da zbiramo podatke o kršitvah, da ljudje snemajo, da fotografirajo, da beležijo, kdaj je prišlo do kršitev. V danem trenutku zelo težko pridemo do prevelikih podatkov, kaj se dogaja v mestu Mariupol. Se pravi, to zbiranje podatkov, fact-finding je zelo pomembno. Tudi mednarodne organizacije v tej luči pomagajo. OVSE je poslalo svojo ekipo strokovnjakov v Ukrajino, potem je tudi Svet Evrope poslal mednarodno kazensko sodišče, Visoki komisariat Združenih narodov. Mislim, da v tem trenutku je predvsem treba zbirati podatke, fotografirati, snemati, da potem, ko bo enkrat tega konflikta konec, da bo bolj smiselno, pa bo lažje
potem preganjati storilce za ta dejanja. Hvala za vaš odgovor. Profesor Avbelj, na evropskih mejah in že v Evropo prihajajo množice ukrajinskih beguncev. Kakšen je pravni okvir Unije za sprejem teh beguncev in kakšne so možnosti za njihov ostanek v Evropski uniji v primeru dolgotrajnega statusa quo v Ukrajini? Hvala lepa za to vprašanje, hvala lepa za povabilo. Tudi sam zelo pozdravljam inicijativo Študentskega sveta Evropske pravne fakultete za organizacijo današnjega dogodka. Veseli me ta aktivnost naših študentov. Kar pa se tiče vašega vprašanja, pa zelo na kratko in preprosto. Tu sta na voljo dva mehanizma, ko gre za preganjanje ljudi. Osnovni mehanizem je pač Dublinski sistem. Dublinski sistem, sistem mednarodne zaščite, ki rezultira v unifikaciji postopkovnih predpisov in neki minimalni harmonizaciji azilnega sistema. Ta velja na splošno, iz tega sistema izhaja, da mora oseba zaprositi za zatočišče v prvi varni državi. Tista država mora to osebo registrirati in potem odločiti o njeni prošnji za to mednarodno zaščito. Vendar pa onkraj tega klasičnega splošnega azilnega sistema ima Evropska unija v svojem zakonodajnem korpusu še eno prav posebno direktivo o začasni zaščiti, temporary protection, in ta direktiva je bila zdaj aktivirana in ta direktiva v bistvu ukrajinskim beguncem omogoča mnogo več kot klasičnim beguncem. Pravzaprav jim omogoči pravico do prebivališča, opremi jih ljudi z dokumenti in jih dejansko začasno integrira v družbo. To pomeni, da imajo oni dostop do delovnega mesta, lahko iščejo zaposlitev, njihovi otroci se lahko šolajo, upravičeni so do predšolske oskrbe, v tisti državi lahko odprejo bančni račun, torej zaživijo mirno, stabilno, samostojno življenje. Tukaj gre za začasno zaščito, 1 leto z možnostjo polletnega podaljšanja. Seveda potem lahko svet še spremeni direktivo in ta njihov status še uredi. Želim pa izpostaviti, da je ta direktiva vzpostavila minimalno harmonizacijo, kar pomeni, da vsaka država članica Evropske unije se lahko odloči po svoje in da tem posameznikom še več pravic. In to je potem odgovor na to vaše drugo podvprašanje, kaj, če bo zadeva dlje časa trajala. Če bo zadeva dlje časa trajala, lahko pričakujemo, da bodo številni Ukrajinci preprosto ostali v teh državah članicah Evropske unije. V številnih državah članicah Evropske unije vemo, da je manko kvalificirane delovne sile, tako da bo to dobro za te države članice in za te preganjene posameznike, vendar, če bodo ti posamezniki ostali tam, bo to na dolgi rok tudi ena velika človeška izguba za Ukrajino, ker Ukrajina je bila že prej relativno revna država in če bo zdaj izgubila še dobre, najboljše ljudi, jo bo zelo težko po tej vojni obnoviti. Doktor Petrič, za katere mednarodne zločine oziroma zločine po mednarodnem pravu je mogoče vložiti tožbe pri ICC ali pa pri ICJ-ju? Pred tem sodiščem je možno vložiti tožbo. Pred ICC najprvo bom pragmatično odgovoril, potem bom pa nekaj rekel na načelni ravni. Genocid, zločini zoper človečnost, vojni zločini in zločin agresije pred ICC. Seveda, tu so nekateri zapleti, glede na to, ali neka država je stranka, zoper katere državljana se to vloži, ali je stranka tega rimskega statuta, kjer je to določeno ali ni. Lahko ona tudi, kljub temu, da ni stranka, in tako je primer Ukrajine, na nek način indirektno sprejme pristojnost tega sodišča. Pred mednarodnim sodiščem v Hagu, meddržavnim sodiščem v Hagu, lahko država zoper drugo državo pod določenimi pogoji, tisto teh pogojev je soglasje druge države, sproži ravno tako
postopek za te zločine, pa tudi za kakšno drugo kršitev mednarodnega prava, ne samo za te 4 zločine. Ampak seveda, ko sem rekel, da bi rad na začetku izpostavil vendar neko stvar tudi načelno, da je to, kar se zdaj dogaja, z tem zločinom agresije. Agresija je opredeljena jasno kot zločin po mednarodnem pravu in kar presenečen sem, ker v naših medijih noben ne opazi, da je kot zločin opredeljena tudi po našem pravu. Naš pravni red vsebuje opredelitev zločina agresija, približno tako, kot ga opredeljujejo mednarodni dokumenti. Če povzamem bistvo, napad ene države na drugo z uporabo oborožene sile, zato da bi ogrozila teritorijalno integriteto ali neodvisnost te države, ali da se bi jo politično podredila za dejanji, kot je uporaba vojske, bombardiranje, vse to, kar vidimo lahko vsak večer na naših ekranih in se dogaja v Ukrajini. To sem hotel posebej poudariti zato, da ne bi naši dragi gledalci, poslušalci, razumeli, da imamo tu zdaj pravzaprav nek problem pred sabo. Ko gre za nekaj, pa bo treba te begunce oskrbeti, pa bo treba nekatere strani sanirati, in to je to. Ne, ni, to je to. Zločin agresija, evidentna agresija Ruske federacije zoper drugo državo, sosedo, slovansko, če hočete, Ukrajino, je zločin po mednarodnem pravu. Iz njega izhaja odgovornost za državo in za posameznike, ki ta zločin bodisi načrtujejo, spodbujajo, izvajajo in tako naprej. Tudi po našem pravu. To, kar se je zgodilo v zadnjih mesec dni, to je pravzaprav nekaj, kar je nekakšen frontalen napad na temelje sedanjega mednarodnega reda. Najprej so začeli prepovedi agresije govoriti po prvi svetovni vojni. Pripravilo se je sojenje za agresijo odstavljenemu nemškemu cesarju Viljemu II. Pa do tega sojenja ni prišlo. Ampak zoper agresijo se je sodilo v Nürnbergu, se je sodilo v Tokiju in še v nekaterih drugih sodiščih. Zločin agresije je danes opredeljen v posebni resoluciji Generalne skupščine iz leta 1974, opredeljen je, če hočete, v pravnih redih številnih držav, iz česar lahko deduciramo, da je to na nek način tudi opredeljeno že v mednarodnem običajnem pravu. Opredeljen je seveda zelo jasno in natančno v statutu Rimskega stalnega kazenskega sodišča. V tem smislu, kot sem ravnokar rekel, tudi v našem notranjem pravu. Sodobni mednarodni red, in s tem bom končal, se opročam, da sem malce dolg, bom pri drugih vprašanjih krajši. V sodobni mednarodni ureditvi je prepoved uporabe oborožene sile, absolutna prepoved z 2 jasno določenima izjemama. Pravica do samoobrambe, na to bi se morda lahko sklicovala Ukrajina, Ruska federacija, verjetno ne more trditi, da izvaja samoobrambo. In akcija po sklepu Varnostnega sveta Organizacije narodov. Vsaka druga uporaba oborožene sile je zločin po mednarodnem pravu. In to je tako čvrsto utemeljeno in tako prisotno v zavesti, če hočete, ljudi, pa tudi držav, da jaz z popolno sigurnostjo trdim, in to sem tudi pisal, in nisem zadev tudi na Komisiji za mednarodno pravo, ker sem član Združenih narodov, na noben odpor. Agresija, uporaba oborožene sile v agresivne namene je danes v nasprotju z obstoječim jus cogens sodobnega mednarodnega prava. Tistega dela mednarodnega prava, ki ga države za svojo voljo ne morejo sprejeti. Če bo izhod iz teh dogajanj, ki smo jim priča, možnosti so 3. Ena, da končamo v 3. svetovni vojni. To si težko predstavljam, pa si ne želim predstavljati. Druga je, težko verjetna, da bi vendarle Rusija ne uspela za svojo agresijo, Ruska federacija, bi prišlo do nekega miru, čemur bi potem na vse zadnje sledilo tudi kakšno mednarodno sojenje. Pa pogovor o reparacijah in tako naprej. To si težko predstavljam. Tretja varianta, ki je najbolj verjetna, je,
da bo vendarle na nek način Ruska federacija in predsednik Putin svoje cilje dosegla. Da bo na nek način svet nazadnje na vse to pristal. To pa pomeni, da v sodobni mednarodni red inštaliramo pravico močnejšega, da kadar on oceni, da to njegovim interesom odgovarja, kadar se on počuti ogroženega ali karkoli že, razlogov je lahko nešteto, lahko uporabi oboroženo silo in to nazadnje mednarodna skupnost legitimira. Jaz se ukvarjam cel življenje z mednarodnim pravom, nikoli nisem verjel, da bom na stara leta soočen z to možnostjo. Če smo soočeni s to možnostjo in če do tega pride, potem bomo doči mednarodni red, v katerem bo veljala pravica močnejšega. Tega pa si verjetno ne želimo, ampak nisem izključen, da bomo nazadnje v tem pristali. Hvala. Hvala lepa, profesor Petrič. Profesor Avbelj, pojavljajo se vprašanja, teze, da je potrebno Ukrajino čim prej sprejeti v Evropsko unijo. Sprašujem vas, za kakšno ceno, pod kakšnimi pogoji, oziroma vprašanje, ali je smiselno pristati na ugodnosti, spreglede od pogojev, ki veljajo za druge članice, zaradi tega, da se ji pomaga, ker je pač v vojni, in kako bo to vplivalo na nadaljnji razvoj unije oziroma sprejem eventualnih novih članic. Ja, jaz mislim, da je tu treba ločiti dve dimenziji tega vprašanja. Eno je pravni postopkovni del. Tukaj jaz mislim, da so pravila popolnoma jasna, vemo, kako poteka pristopni proces, vemo, kdo ga vodi, katere pogoje je treba izpolniti, koliko poglavij je treba zapreti in tako naprej. In dokler se ti pogoji ne spremenijo, ostajajo za vse enaki, tudi za Ukrajino. Druga je pa potem politična dimenzija. Politična dimenzija je pa v tem, da v tem primeru Evropska unija da jasno politično zavezo, commitment, da ima Ukrajina evropsko prihodnost. Da jo torej s politično zavezo, da jo s svojim političnim odnosom, deklaracijo Evropskega sveta, Evropskega parlamenta, medinstitucionalnim sporazumom in deklaracijo vseh držav članic, v bistvu ji zagotovi to evropsko perspektivo. In to je zdaj tisto, kar pravzaprav Ukrajina v tem trenutku potrebuje. Ker pač treba je biti realen, Ukrajina pred to agresijo pač ni bila optimalna država, imela cele kupice težav z vidika vladavine prava, z vidika vsega, kar pač pogojev, ki jih mora država izpolniti. Seveda pa, ukolikor bi Evropska unija tudi sama se nekako reformirala, tako da bi postala bolj prožna integracija, da je imela, kot se sam zauzemam, slednjič več koncentričnih krogov, potem je bila pa tudi ta vključitev Ukrajine vanjo lahko bolj skorajšnja prihodnost kot sicer. Ampak v tem trenutku tisto, kar mislim, da pričakujejo Ukrajinci, tudi tiste pobude, ki so bile dane, je ta zelo jasna politična zaveza, izjava, ki ustvarja neke vrste enostransko zavezo, ki pa je mora potem Ukrajina enkrat tudi izpolniti z druge strani, da ima Ukrajina evropsko prihodnost v Evropski uniji. Kam pri vsem tem z Rusijo? A je potrebno sojenje za vojne zločine za to, da Rusija oziroma Evropa doživi katarzo, ali bo tukaj treba za mir, za oljčno vejico žrtvovati tudi kakšna načela, principe? Če ostanem čisto na načelni ravni, bom rekel, za vsak zločin je potrebna kazen. O tem je na veliko se razpisal ruski pisatelj Dostojevski. Torej, v mednarodnem življenju, pa tudi v življenju recimo med ljudmi, se pa marsikdaj to načelno izhodišče, moralo bi se ga žrtvovati čim manjkrat. Žrtvuje v interesu, da se pravzaprav doseže neka pomiritev, nek drugačen cilj. In v tej situaciji, v kateri smo, bi seveda človek še kako odločno in tako rekoč z vsemi sredstvi podpiral Ukrajino. Ampak vendarle se potem tam na nek način, na neki točki sreča s tem, ali ni mogoče to ta črta, če jo prekoračimo, bomo pa v svetovni vojni. In verjetno je nek mir
in varnost pred nekim velikim svetovnim konfliktom. Veste, nek velik konflikt, tako zlasti prva svetovna vojna dokazuje, da se zelo hitro zdrsi v ta konflikt, lahko za par napakami, pa smo v njem. Tako da na nek način se bodo iskale gotovo rešitve, ki bodo pravzaprav malo proč od načelnosti. Vsaj nekaj časa, vsaj začasno. Mogoče čez čas bo prišlo tudi do recimo katarze in tako naprej. Da ne bom predolg, zadnjo rečem. Ko ste menili kam z Rusijo, za mene je ena od velikih pomembnih delov te tragedije, ki se je zgodila, da pravzaprav bo to, kar se dogaja, Rusijo za nadaljnjih 20 let ali več, eno generacijo ali več, spet odrezalo od Evrope. Od tistega dela sveta, ki mu pripada. Bolševiška revolucija je odrezala Rusijo, velik narod, v vseh evropskih dogajanjih zadnjih 500 let je sodeloval, na Ljubljanskem kongresu Svete alianse in tako naprej, ne? Na Napoleonovih vojnah in tako naprej, v koncertu evropskih velikih sil in tako naprej. Ruska umetnost, Tolstoj in balet Čajkovski, zahodna država, del našega zahodnega sveta, odrezana je bila proč in zgleda, da bo tole, kar se je zdaj zgodilo, vodilo še v nadaljno, vsaj eno, če ne več generacij odrezanosti. To je velika škoda za Rusijo in tudi za nas, za Evropo. Pod predpostavko, da se ne bomo v nekakšni hladni vojni bomo, to sem čvrsto prepričan, da ne bo še kaj več, upam, da ne, siguren pa tudi nisem. Hvala lepa. Profesor Letnar Černič, v zadnjem tednu smo bili priča izključitvi Rusije iz Sveta Evrope. Kako bi ta sicer načelna poteza lahko koristila posameznikom v Rusiji, po končni fazi tudi v Ukrajini? A je bila to bolj avtogol ali je bilo to neko deklarativno načelno stališče, ki bo pa izvenelo vprašanje, kako je? Ja, res je, ne. Rusija je bila ravno teden dni nazaj izključena iz Sveta Evrope, takrat teden dni nazaj je odbor ministrov sprejel to odločitev. Vendar, veste, ta odločitev je posledica tega, da je Ruska federacija prečkala Rubikon. Svet Evrope nekako ni več mogel dopustiti, da je med državami članicami država, ki zanika temeljna načela te organizacije, ki sta seveda vladavina prava, človekove pravice, pluralizem. Res je, v tem vprašanju, v teoriji smo že veliko let debatirali, ali bolje, da je Rusija znotraj Sveta Evrope ali ne. Jasno je, da vsaj takšno je moje mnenje, da je bolje, da bi ostala znotraj Ruske federacije, pa ne toliko zaradi oblasti v Kremlju, temveč zaradi običajnih ljudi. Ta poteza je povzročila, da od 16. marca naprej 144 milijonov ruskega prebivalstva nima več dostopa do Evropskega sodišča za človekove pravice, kar je laično povedano katastrofa. Glede na to, ker vemo, kakšna država je bila Rusija od leta 97-96, ko je postala država pogodbenica Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic. V tem trenutku, ko govorimo, še vedno čaka na odločitev 18,000 pritožb iz Ruske federacije. Svet Evrope, Evropsko sodišče še razpravljajo o tem, kaj bojo naredili s temi pritožbami. Jaz verjamem, da bo sodišče obravnavalo vse tiste, ki so bile vložene do 16. do 15. marca, tudi 3 meddržavni spori med Rusijo, Nizozemsko, Rusijo in Ukrajino, in Gruzijo in Rusijo glede kršitve EKČP. Jasno, to je res izguba tako za rusko prebivalstvo kot za vse nas, ker vsi, ki delamo na tem področju, smo se v zadnjih desetletjih tudi borili za to, da se nekako rešijo ti standardi. Veste, sodbe EKČP v Rusiji niso bile perfektno uresničene, še posebej v teh bolj kontroverznih primerih, kot denimo v 2 sodbah zoper Rusijo glede kršitve v zadevi Navalni, ruskega opozicijskega voditelja.
V manj kontroverznih primerih, ne, ki pa niso bili tako politični, je pa Ruska federacija plačevala odškodnino, ki je določilo Evropsko sodišče, ne, tudi so skušala sprejeti splošne ukrepe za izboljšanje stanja varstva človekovih pravic. Zato ta izključitev, izstop, ki ga je v bistvu povzročila Ruska federacija, sama ne, je v bistvu res slaba zgodba, ne, za cel evropski kontinent, za Rusijo, pa verjetno za cel svet, ker s tem se zelo velika država ne, poslavlja z tega najboljšega regionalnega sistema za varstvo človekovih pravic. A vidite mogoče, ko smo ravno pri temu, kakšno možnost, da se Rusija v ta sistem po koncu vojne vrne, ali obstaja rešitev v tem, da se ta sistem prestrukturira oziroma postavi neka nova konvencija, kjer bo pa Rusija z obrazom pristopila spet, če tako rečem? Ja, mislim, da je to kar lahko odgovor na to vprašanje. Svet Evrope je sprejel to odločitev. Mislim, da tudi če se zamenja oblast v Kremlju, vsaj kakšno desetletje Rusija ne bo več članica Sveta Evrope, EKČP. Mislim, da je to korak, ki nisem povezan s tem režimom, mislim, da je tudi povezan z držo, ki ima ta država, ki je imela ne, tudi v zadnjih 25 letih, ko je bila država članica EKČP. Morda ena zadeva, ki morda ni bila toliko predstavljena v javnosti, da isti dan, ko je bila Rusija izključena, ne, je vodstvo Sveta Evrope prekinilo tudi uradne odnose z Republiko Belorusijo, ki ni sicer članica Sveta Evrope, je pa v zadnjih 10-20 letih vedno ne, vodstvo Sveta Evrope od parlamentarne skupščine do EKČP so želeli vzpostavljati odnos z Minskom, z gospodom Lukašenko. Zdaj so se končno odločili, da temu je konec in so sprejeli to opozicijsko oziroma gospod, ki je bila pravično izvoljena kot predsednica, preden je gospod Lukašenko ukradel volitve, ne, in zdaj Svet Evrope ima odnos za to predsednico, ki je v egzilu v Litvi. Jaz ne, če dovolim na kratko še enkrat na vprašanje, mislim, da vsakešno desetletje jaz ne vidim možnosti, da bi Rusija prišla nazaj. Okay. Najlepša hvala. Profesor Petrič bo odgovarjal. Profesor Petrič, to, kar počne Rusija, Putin, ne, bi lahko opredelila kot doktrino izvršenih dejstev oziroma doktrino, da cilj posvečuje sredstva. Ali se vam zdi, da ta modus vivendi ali pa operandi postavlja pod glavni žaromet Zahod, ki ga opazuje velikan na vzhodu in beleži, kakšne konsekvence bo potegnil v prihodnosti, kako bo lahko reagiral, ko se bo sam znašel v podobnem položaju. Govoriva namreč o Kitajski, ki se še razvija, ki se bo slej ko prej zbudila, ki pa budno pazi na to, kaj se dogaja med Zahodom in Rusijo. Ali mislite, da bo to vplivalo na še večjo ali pa na relativizacijo mednarodnega jus cogens, o katerem ste govorili prej? Ali mislite, da je ta tok usidran v zahodni družbi, da bo slej ko prej preplavil tudi Kitajsko in Rusijo? Če gledamo trende razvoj zadnjih 20 let, lahko opažamo tako v Rusiji, še bolj pa na Kitajskem, in določen ne približevanje, ampak odmikanje od tistega, kar so vrednote zahodnega sveta. To je evidentno. Sem se sam malce ukvarjal, ker me zanima Kitajska kot neko potencialno bodoče središče sveta. Učni načrti za srednje šole v tej državi so zelo zanimivi, pa tudi sicer številne izjave, vodstva in tako naprej so zelo zanimive. Mi se moramo nekako začeti zavedati, da pravzaprav nastaja tam nek velikan, močan, izjemno močan, ki pa velik del vrednot, ki so za nas del sveta bistvene, ne deli. To je sistem ureditev države, ki je pravzaprav utemeljena ne na tistem, kar je naša zgodovina od Magne Carte Libertatum naprej preko
francoske revolucije, liberté, egalité, fraternité in tako naprej, Virginijske deklaracije in vsega tega, človekovo dostojanstvo, spoštovanje človekovih pravic, demokracija in tako naprej. Tam je to je neka ureditev družbe, ki v veliki meri še vedno temelji na načelu podložništva. Podrejeni posluša nadrejenega, ta naslednjega nadrejenega in tako naprej. In tukajšnjih velikih problemov v tej družbi zaenkrat s tem ni. Poleg tega je ta država bila dolga stoletja, lahko bi rekel 2000 leti, središče nekega dela civilizacije. Možansko cesarstvo v prostoru, tam med Srednjo Azijo, Tihim oceanom, Sibirijo in jugom, ki ga je to cesarstvo na nek način kulturno, idejno, civilizacijsko obvladovalo. Drugo hočem reči, tam ni veljalo načelo, kot velja v Evropi in je značilno za ta tako imenovani vestfalski rest, multipolarno ravnotežje moči, suverena enakopravnost vseh držav, ampak tam je veljalo načelo imperija, kot je bil rimski imperij, središče sveta. Na enem mestu, okrog tega središča pa nekaj vazalov, pa nekakšna barbarska in tako naprej plemena. Tu se soočamo z zelo zanimivimi stvarmi na daljši rok. Zdaj pa, če bo prevladalo to, kar se je zdaj zgodilo, kar je unikatno, po letu 1945 tako flagrantne agresije in tudi takrat je tako pomembno, ker gre za Evropo, gre za dve velike države, etc., in ki tudi traja že dolgo časa. To ni bila neka kratka akcija, smo vas bombardirali, pa šli. Ne? Če bo to prevladalo, se je sedanji, kot sem že prej rekel, obstoječi mednarodni pravni red, temelječ na kolektivni varnosti, na ustanovni listini, na prepovedi uporabe oborožene sile, na zahtevi po mirnem reševanju sporov, etc., kar je v bistvu neka kvazi ustavno ureditev sodobne mednarodne skupnosti. Če to pade, bodo nastale popolnoma nove situacije. Jaz se zavedam, da govorim nekako o nekih vizijah daljše prihodnosti, ampak to na nek način prihaja. Zato je to, kar se zdaj dogaja, tako izjemno pomembno in tako izjemno pomembno bo, če se bo našel nek izhod, ki ga jaz ta trenutek ne vidim, nisem dovolj pameten za to, ki bo na nek način ohranil temeljne premise sodobnega mednarodnega reda, tistih vrednot, ki so na nek način po svojem izvoru zahodne, ampak so postale obče svetovne, in bo se to na nek način ohranilo in bo hkrati zagotovljen mir, se našel nekakšen kompromis in tako naprej, pri čemer mislim, da seveda prvi korak k temu je ustavitev sovražnosti. Če se bo uspelo na nek način vrle sovražnosti ta konflikt ustaviti, brez dokončnega poraza ene ali druge strani, kandidatka za poraz je žal seveda samo Ukrajina, ne, bo svet na hudih preizkušnjah. Hvala lepa, bi še malo obdržali mikrofon, ker bom tvegal z enim vprašanjem. Ali mislite, da v evropski miselnosti ostaja matrica rešitve nemškega vprašanja? Da imamo Evropejci v glavi malo nemško rešitev? Če postavlja tezo, da je Rusija danes v podobnem, kakor je bila Avstro-Ogrska oziroma Avstrija oziroma rečva v sredini 19. stoletja, ko se je reševalo nemško vprašanje, se pravi z delom, ki je pripadal Nemčiji, pa z ogromnim delom, ki Nemčiji ni pripadal, če to preslikava na večjo matrico Evrope, vidiva Rusijo nekje do Urala, ki pripada Evropi, in ogromnim delom, ki del Evrope ni in ne more biti ne geografsko, ne zgodovinsko, ne kulturno. Ali bi lahko rekli, da ta matrica rešitve nemškega vprašanja zavira brainstorming ali pa iskanje prodornih idej, kako rešiti zdajšnjo rusko, ki ni samo ukrajinsko, ampak rusko-evropsko vprašanje? Težko bi jasno in kompetentno na to odgovoril, ampak ne rečem tole mogoče.
Gotovo so nekateri problemi in gotovo je razpad Sovjetske zveze povzročil tudi neka določena vprašanja, kot jih vsaka taka sprememba v mednarodnem redu povzroči. Nastale so ruske manjšine v Ukrajini, Latviji, Litvi, Estoniji in tako naprej. Ampak po mojem mnenju vse to ne upravičuje tega, kar se je zgodilo, ne upravičuje agresije. Zato so na razpolago sredstva mirnega reševanja sporov, pogajanja, debate, razprave, sprožanje tega, če bi šlo recimo za neko neustrezno ravnanje z rusko manjšino v Latviji ali v Ukrajini, kjerkoli že, tam je Svet Evrope, tam je Evropsko sodišče, etc., tam je na vse zadnje mednarodno sodišče v Hagu in vse ta pota so na razpolago. Gotovo je, tudi če bi šlo za reševanje tega, agresija zadnje in najbolj neprimerno sredstvo. Ampak bojim se, da v tem konkretnem primeru, ki ga imamo pred sabo, ne gre za problem rusko govoreče manjšine, vsaj ne v prvem planu to ni. Ne gre za to. Gre za pravzaprav neke ambicije, ki pravzaprav skušajo vrniti svet v čase, ko so veliki svet delili, mali pa to hočeš nočeš sprejemali in trpeli. Bojim se, da je to nekaj, kar pomeni res nek napad na temelje ureditve sodobnega mednarodnega reda, kakršna izhaja iz ustanovne listine, iz vsega tistega, kar smo se naučili v drugi svetovni vojni. Hvala lepa. Doktor Avbelj, kriza za krizo pretresa Evropsko unijo. Ukrajinska kriza je samo ena od mnogih in zadnja, s katero se soočamo. Skoraj jasno je že, da Evropa taka, kot je v statusu quo in nekam bo mogel ta status quo se prevesiti. Kakšna se vam zdi dolgoročna perspektiva Evropske unije? Je ta trenutek za izkoristiti za nov ustavni impuls? Kako je širitvijo Evrope? Kje so njene meje? Ja, iz zgodovine razvoja Evropske unije vemo, da je vedno impuls njenega poglabljanja prišel nekako od zunaj. Evropska unija je protikrizni projekt, države članice se na te krize odzivajo tako, ker jih ne morejo reševati same, da jih rešujejo skupaj. In še posebej, kadar je kriza od zunaj, kadar je zunanja kriza, potem je ta pritisk poglabljanja integracije res velik. Recimo, naftna kriza je pripeljala do tega, da se je začelo aktivno razmišljati o monetarni uniji. In ta kriza, s katero imamo opravka zdaj, res neprecedenčna kriza, je pravzaprav čez noč pospešila vse tiste procese, ki so se še do včeraj zdeli nemogoči, to je ustvarjanje, ustanavljanje resnične evropske vojske. Zdaj, do leta 2025 je na mizi jasen načrt, da se ustvari torej grupacija, skupina za hitro posredovanje, 5000 vojakov, ki bodo lahko posredovali v obrambne namene. Tega se države članice Evropske unije mesece in mesece, da ne rečem leta in leta, niso dogovorile. Podobno, v času velike humanitarne migracijske krize je tudi prišlo do ustanovitve skupne vojaške straže, skupne obalne straže, okrepitev Frontexa. Zdaj, vsa ta poglabljena integracija, še posebej, ko gre za poglabljanja, ki veliko stanejo, terjajo potem tudi fiskalni napor. Fiskalni napor nujno pomeni izgradnjo neke vrste fiskalne unije. Fiskalna unija pomeni obdavčenje. Glede obdavčenja pa poznamo staro krilatico, that there can be no taxation without representation. Torej, fiskalna unija in morebitni evropski davki, skozi katere bomo plačevali vse to, kar zdaj opisujem, terja tudi nek občutek politične pripadnosti povezavi, torej terja neko politično unijo. Politična unija pa ne nastane iz nič, ampak potrebuje tudi nek ustavni
katalizator in nek ustavni okvir, skozi katerega se lahko izrazi. Tako da ja, če bodo zunanje okoliščine Evropsko unijo prisilile v to, kar se zdaj dogaja, jaz mislim, da gremo zdaj čez nek ustavni momentum, ki bo terjal, da to potekajočo konferenco o prihodnosti Evropske unije dejansko nadgradimo v ustavno konvencijo, kjer bomo dogovorili neke nove temelje za prihodnost. In priložnost te velike krize je tudi v tem, da odpade ta narcisizem majhnih razlik tudi v Evropski uniji in da se dejansko osredotočimo na tisto, kar nas povezuje, za tisto, kar moramo biti skupaj in da ne napihujemo tiste razlike, ki so morebiti kratkoročno koristne lokalnim političnim razredom. Tako da ta enotnost, ki jo zdaj lahko spremljamo v Evropski uniji, je tista, ki nas lahko navdihuje z optimizmom. Je pa res, da ta enotnost, če pobliže gledamo, ni tako enotna in da tisto, kar jaz sem ponekod nekje na drugem mestu imenoval neke vrste Putinova peta kolona znotraj Evrope, je še vedno prisotna, tako da ta razmerja še niso povsem dorečena. Gotovo pa je, tako kot pripoveduje profesor Petrič, če je mednarodni red na razpotju, se bo tudi Evropska unija temu morala prilagoditi in obenem ostati zvesta sama sebi, svojemu osnovnemu temeljnemu poslanstvu, ki pa je v tem, da je Evropska unija mirovni projekt. In glede tega je bila uspešna, vsaj v delu Zahodne Evrope, in spoznanje iz tega uspeha bi veljalo na njih graditi in jih nadgraditi tudi na širšem evropskem kontinentu kot celoti. Vidite več možnosti v federalizmu ali v koncentričnih krogih? Federalizem so koncentrični krogi. Ne? Veste, jaz razumem federalizem v tistem starem preddržavnem pomenu, ki zajema eno celo tako plejado možnosti povezav, od državne povezave do zelo razrahljane povezave. In ta ideja Evropske unije koncentričnih krogov temelji ravno na tem, da te razlike, ki so med nami, pripoznamo, jih vgradimo v svojo ustavno strukturo, hkrati pa znotraj najbolj jedrnega kroga, ki ga konkretno predstavlja evrozona, se približamo nečemu, kar bi lahko rekli, da je to v bistvu potem že nedržavna federacija. Nedržavna zato, ker namen evropskega povezovanja je federacija, vendar ne ustvarjanje nekih združenih držav Evrope, temveč neke federalne tvorbe, ki bo dosegla oboje. Torej, da ohranja države članice s vsemi njihovimi kulturnimi, ustavnimi, političnimi značilnostmi in ne nazadnje kot subjekte, suverene subjekte mednarodnega prava, hkrati pa jih nadgradi v neko povezavo, ki je tudi sama subjekt mednarodnega prava in te države članice dopolnjuje tam, kjer one same svojih ciljev ne morejo več doseči. In teh področji, kjer one same teh ciljev ne morejo več doseči, vidimo, da jih je čedalje več. Hvala lepa. Doktor Letnar Černič, v vsakem sporu sta vedno dve strani. Kljub temu, da je očitno, da je tukaj agresor Ruska federacija, pa vendar lahko pride do tega, da so žrtve v vojni tudi Rusi, da so lahko povzročitelji zločinov tudi Ukrajinci. Kam se lahko prebivalci Donjecka, Luganska, teh dveh regij, prebivalci Krima obrnejo? Kam se lahko obrnejo Ukrajinci, ki živijo na Krimu? Ja, res je, mednarodno humanitarno pravo velja za vse strani v sporu. Tako za agresorja, kot za tisto državo, ki se brani. Tukaj ni res prav nobenega dvoma. Seveda ta agresija, ta vojna je specifična, če v zadnjih tednih ne opazujemo, kako Ruska federacija počasi zavzema različna območja. Šele v zadnjih dneh lahko opazujemo, da ukrajinska vojska pridobiva določena ozemlja nazaj. Jasno je, da v oboroženih spopadih tudi tisti, ki so v območjih, ki so pod okupacijo Ruske federacije, že od leta 2014 velja ta
tretji skupni člen Ženevskih konvencij, ki zahteva človečnost od vseh strani. Dobro poznamo Ženevske konvencije, ki vzpostavljajo režim posebnega varstva še posebej za ranljive skupine, udeležencev spopadov, kot so ranjenci, oboleli, vojni utniki, civilisti. Ta pravila izhajajo iz mednarodnega pogodbenega prava, tudi mednarodnega običajnega prava in se jih seveda vse strani v spopadih morajo držati. Težava je, kot ugotavljamo vsi skupaj že od začetka te okrogle mize, je v tem, da so številni dokazi, pričevanja, fotografsko, video, gradivo, da določena stran, Ruska federacija v tem spopadu sistematično, vse splošno krši pravila mednarodnega humanitarnega prava, napada civilne objekte, napada civiliste. Jasno, da ukrajinska vojska ima svoje obveznosti, zagotovo pa tukaj se pojavlja določen izziv, mogoče na teh okupiranih ozemljih, okrog Donetska, Luganska, kar slišimo, kar beremo v zadnjih nekaj tednih, je, da ruska vojska uporablja res zelo seveda nezakonite, temveč taktiko, ki je skregana z tisto temeljno naravo človekovega dostojanstva, da prisilno mobilizira ukrajinsko prebivalstvo na okupiranih območjih, da deportira družine iz teh območij, ukrajinske družine v Rusko federacijo, da prisilno jemlje otroke ruskim družinam. Zdaj v zadnjih nekaj takšnih poročil in seveda vprašanje, kam se lahko obrnejo takšni posamezni odgovori, je v tem trenutku žal zelo realistično. Jaz ne vidim nobenega učinkovitega pravnega foruma, sredstva v tem trenutku na bojišču, izven bojišča vlada moč. In seveda za pravnike, za študente prava je to zanikanje vsega, kar pravo predstavlja, da omejuje to golo moč, ki jo ima določena sila, posameznik, skupina v vojni v neki državi. Kot pravim, v tem trenutku je morda najpomembnejše, da se vse to dokumentira, fotografira, ker bo že prišel čas kasneje, da bo mednarodno kazensko sodišče pa neko specialno sodišče za Ukrajino obravnavalo ta vojna hudodelstva. Mislim, da do tega bo moralo priti in da nekako leta 2022 tako evropski politiki kot različni strokovnjaki ne smemo sprejemati, da nekaznovanost postane pravilo. Nekaznovanost mora biti izjema in seveda tudi te tako vojska Ruske federacije kot tudi vojska Republike Ukrajine, če stori določeno kršitev mednarodnega humanitarnega prava, bodo morali posamezni odgovorni odgovarjati za to. Hvala lepa. Iz publike smo dobili vprašanje, kakšni so kriteriji za odvzem premoženja oligarhom. To je zdaj malo jadranje, ampak vseeno. Lahko, ja. Evropska unija, tudi slovenska država, od začetka agresije, oziroma še pred začetkom agresije je Svet Evropske unije sprejel vrsto sklepov, kjer je uvrstil posameznike, posamezne fizične osebe, posamezne pravne osebe na listo sankcij. Nekatere države so še pa izven tega okvirja in so tudi začasno zamrznila premoženje posameznikov, ki so blizu kroga ljudi, ki sprejemajo dokaze. Tudi za Slovenijo mogoče je tukaj dobro omeniti, da Državni zbor je prejšnji teden ravno sprejel novelo zakona o omejitvenih ukrepih, ki bo podala podlago za odvzem tega premoženja. Je pa res, tukaj mogoče Sebastian je dobro, da tudi omenimo ta projekt, ki smo ga v zadnjem letu delali z nekaterimi študenti Evropske pravne fakultete in smo skupaj s Sebastianom pa še s nekaterimi drugimi v bistvu predlagamo odločevalcev, da tudi slovenska država, Državni zbor sprejme tako imenovani Magnitskijev zakon, ki bo preprečeval vstop
v Slovenijo posameznikov, ki so vpleteni v kršitev človekovih pravic in seveda tudi zamrznitev njihovega premoženja. Mogoče na kratko, ja. Hvala lepa. Zdaj bi imel pa še sklepno vprašanje za vse. Lahko kar po vrsti. Tu bi bila seveda dobra možnost, ampak ta hip se mi zdi zelo težko uresničljiva. Odvisno je od nadaljnega razvoja dogodkov, kako bo ta razvoj tekel, ali bo to nek, nazadnje vendarle vsaj nek kompromis, ki bo mogoče ohranil Ukrajino kot državo, nevtralno, mogoče z nekimi omejitvami, teritorijalnimi izgubami, pa bo vse ostalo tako rekoč pri tem, da bo nazadnje mednarodna skupnost sprejela dejstvo, da prevlada moč. V tem primeru seveda ni kakšnih posebnih izgledov za kakšno ad hoc mednarodno sodišče. Če bo zmagal agresor, bodo mogoče ustanovili kakšno ad hoc sodišče zoper tiste Ukrajince, ki se upirajo in branijo svojo domovino. To je možno. Tako da težko je ta hip odgovoriti na to, odvisno je to od nadaljnega poteka dogajanja. Ali je pa v človeštvu, ne vem, ne izključujem, upam, neka notranja moč, ki bo nazadnje uspela doseči to, da bo se svet razvijal naprej po poti, po kateri gre, k vedno več svobode človeka, k vedno več spoštovanja dostojanstva človeka, k vedno več prepovedi uporabe oborožene sile v mednarodnih odnosih in tako naprej. Če bo ta, bi rekel, gibalna sila civilizacijskega razvoja človeške družbe nekako prebrodila to trenutno krizno situacijo, potem pa mogoče na neki določeni točki se lahko soočimo tudi s tem, da bomo z neko retroperspektivo pogledali na odgovornost za to, kar se je tu zdaj zgodilo. Lahko so pa tudi neke zanimive situacije. Nisem posebej razmišljal o tem. Ampak v našem kazenskem zakoniku zločin agresije opredeljen približno tako kot v mednarodnih dokumentih. Kar pomeni potencialno, to je zdaj tako bolj, ne vem, če lahko rečem, da je to čisto resno, mislim, da recimo naše sodišče, ko pride na naš teritorij nekdo, za katerega so popolnoma jasni indici, da je načrtoval, sodeloval, pospeševal in tako naprej pri tej agresiji, pa se odloči, da izda zaporni nalog. To bi bil seveda zelo zanimiv položaj, zelo zanimiva situacija, ampak skoraj da ne vidim razloga, zakaj bi bilo to nemogoče. Kajti nikjer ne piše, da je za zločine, ki jih stori nekdo, pa se znaše na našem teritoriju, pomembno samo to, je naš državljan. Če je tuji državljan, je lahko moril. Ne. Če so znaki, da je moril, smo dolžni ukrepati. Tako da, to so zdaj že, kako bi rekel, se poslušalkam in poslušalcem, ki tole gledajo, skoraj da upravičujem, ker sem zašel na neke vode, ki so, tako bi rekel, skoraj da na meji resnosti naše debate. Hvala vsem. Profesor Avbelj, bom pa vas vprašal še nekaj drugega iz publike. Rusija v Evropi. Kako jo vključiti, da bi seveda z neko časovno perspektivo, ne danes ali pa čez 5 let, in pri tem ohraniti vladavino prava, oziroma kot standard, ne? Na tem smo delali zadnjih 30 let, ne?
To, kar je danes storjeno, je popolna aberacija in iracionalna poteza njenega vodstva. Namreč po drugi svetovni vojni in še enkrat več po padcu Berlinskega zidu smo gradili liberalni mednarodno pravni red utemeljen na pravilih. Rule-based liberal international order. In katerega ideja je bila tudi svobodna trgovina, prek katere tudi tiste, ki so drugačni, ki imajo drugačne načela, ideologije, svetovne nazore, ki niso popolnoma demokratični, nekako pridružimo drugim, ki to že do neke mere imajo, tako da jih povežemo čez ekonomijo. In ideja tega mednarodnega liberalnega reda, ki naj bi temeljil na pravilih, je bil tudi ta, kot je že kolega Jernej omenil, da jih imamo skupaj v organizacijah. Ker je bila ideja ta, da je bolje, da so zraven, kot da so zunaj in se razvijajo sami sebi prepuščeni krepeč radikalne sile. Tako da jaz mislim in ustrajam, razen če se bo res zgodila kataklizma tretje svetovne vojne, ker potem je na nek način verjetno vsega konec tega, kar smo poznali in kar je. Ne? Upam, da bo vendarle se izkazalo, da to, kar se zdaj dogaja, da bo to neka kratkotrajna aberacija, izjema, ki bo potrdila pravilo, da tisto, kar smo delali doslej, da je bilo prav. In da je treba Rusijo spraviti nazaj v svet Evrope, da je treba Rusijo spraviti nazaj v mednarodno pravni kontekst in graditi skupaj z ruskim narodom naprej tisto demokracijo, ki je zastala, ko se je komada začela razvijati. Jaz drugega načina ne vidim, da se spet vrnemo nazaj v hladno vojno. Hladna vojna zagotavlja neko predvidljivost, vendar predvidljivost zgolj skozi to, kar imenujemo mutual assured destruction. Ne? Nihče si ne želi takšnega sveta in tako da, kot rečeno, upam, vem pa ne, tako kot ne nihče med nami, kako se bo ta zadeva končala, vendar upam, da se bo to končala tako, da bomo nekako šli naprej po poti, ki smo si jo začrtali po drugi svetovni vojni in po padcu Berlinskega zidu. Zahvaljujem se za čudovito iztočnico, zahvaljujem se našim gostom, profesorju dr. Jerneju Letnarju Černiču, profesorju dr. Mateju Avblu in profesorju dr. Ernestu Petriču za modre misli, ki so jih delili z nami. Zahvaljujem se tudi vsem gledalcem, ki so nas spremljali preko Zooma in v živo v predavalnici. Kot vsaka vojna se je končala tudi naša okrogla miza. Upam, da smo odgovorili na vprašanja, ki se bodo šele pojavila, ko se bodo spopadi končali. In pridružujem se mislim upanja, optimističnim mislim, s katerim je zaključil dr. Avbelj in se vsem vam zahvaljujem, da ste prišli. Hvala lepa in srečno.